luči Mednarodnega dneva sluha, ki ga obeležujemo 3.3., smo obiskali nekaj glasbenih prizorišč. Ustavili smo se v kinu Šiška na koncertu legendarne skupine Laibach ter se pogovorili z glasbeniki in obiskovalci. Predvsem nas je zanimala ozaveščenost o prekomerni izpostavljenosti glasni glasbi na koncertih in o posledicah tinitusa. Pa na koncertih se mi je dostikrat zgodilo, da mi je bila glasba preveč na glas in bi si želela imeti čepke s sabo, pa jih nekako vidno pozabim. Oziroma kar dolga leta smo igrali brez čepkov v majhnem prostoru in smo sčasoma ugotovili, da v bistvu našim ušesom to ne paše. Pojavljala so se zvonjenja in piskanje in tako naprej. S tinitusom osebnih težav nisem imela, sem pa slišala od prijateljev dostikrat isto. Seveda glasbeniki, da imajo težave z zvonjenjem v ušesih. Ja, en prijatelj mi je pravzaprav večkrat omenil, da ga dajejo panični napadi, zato ker dostikrat sliši v ušesih zvonjenje, tudi če ga ni tam, in ga je to oviralo pri ustvarjanju glasbe in pri vsakodnevnih opravkih. Tinitus, sindrom nadležnega zvonjenja ali šumenja v ušesih, je postal vse pogostejši pojav med mladimi, zlasti med glasbeniki in ljubitelji glasnih koncertov. Sodobni načini življenja, ki vključujejo pogosto uporabo slušalk ter zelo glasne koncerte in zabave, so pripeljali do porasta tega sindroma, ki ga številni mladi še vedno podcenjujejo ali prezrejo. Zlasti so ogroženi glasbeniki zaradi dolgotrajne in dolgoletne izpostavljenosti glasnim zvokom med vadbo, velikokrat v neprimernih prostorih, snemanjem in nastopi. Prav tako se pogosto znajdejo na odru ob močnih zvočnikih, kjer je hrup lahko tako glasen, da presega vse varne meje in poškoduje sluh. Z tinitusom sem se spoznal že v zgodnjih letih, ko sem začel bobnati v punk bandih. Sem šel zvečer spati in si je nekaj piskal po ušesih in so mi povedali, da je to tinitus. Ker je pač to se je zgodilo občasno na samem začetku, bilo je neko piskanje v ušesih, nisem posvečal temu pozornost. Po pa je enega leta 2019 v bistvu sem dobil en tak izgorelost, burnout. Takrat je pa res začel močno piskati po ušesih in to je v bistvu lahko tako grozno, kot da ti v bistvu en alarmni napad se okoli tebe dogaja, ko vojna dobesedno. Že pred to mojo izgorelostjo so že kazali simptome na ta hiperakusis. Jaz mislim, da ima vsak človek neko toleranco, kaj njemu predstavlja, kaj mu je njemu glasno. In pri hiperakusisu je ta toleranca zelo znižana. Se pravi, meni že včasih, ko že glasno kihnem ali pa zakašljam ali pa če se derem, mi začne pokati po ušesih, dobesedno, kot da ti pokanje v ušesih, distorzije, panični napadi, bolečine v ušesih, otrdelo tu vse. Imam zelo znižan prag, kaj mi je glasno. Bobno ne morem brez slušalk praktično več igrati. Ko vadim že leta z vato v ušesih plus slušalke. Trenutno sem si kupil ene slušalke, ki celo za 46 decibelov se znižajo in so take, ko en vesoljček zgledam v tistih slušalkah. Tudi doma, ko pomivam posodo, uporabljam slušalke. Ja, iščem nove načine, kako nekako preživeti v tem svetu, ki je pa pravzaprav zelo hrupen. Zdaj smo v bistvu začeli uporabljati čepke oziroma prešaltali na in-ear zvočenje. Ja, zdaj pri samem igranju me je zelo dolgo motil čepke nositi, zato ker
nekako nisem bil v stiku z glasbo toliko. Prefiltrirali mi je neke frekvence, ki so bile ključne zame kot kitarista, predvsem te visoke. Je pa definitivno lažje, ker pač, ne vem, ko se navadiš, lahko mogoče v nekem smislu bolj sproščeno igraš, ker pač te ušesa ne bolijo, a ne. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije se trudijo, da bi čim prej implementirali smernice Svetovne zdravstvene organizacije, ki se nanašajo na varstvo sluha. Med drugim želijo določiti mejno, kritično vrednost dovoljene jakosti zvoka na prireditvah, vzpostaviti sistem merjenja slednje in uvedbo tihih con. Predvsem pa si želijo več ozaveščanja o posledicah tinitusa. Jaz si sam sebi govorim, da je to moj prijatelj, ki mi pomaga in mi pove, Bojan, pretiravaš v življenju. Skratka, ko mi začne preveč piskati, si rečem, to je v redu, da imam nekega drugega Bojana, da mi pove, Bojan, pretiravaš, in da se malo vzamem več časa za počitek. Če si ti pripravljen, da bo glasen zvok prišel do tebe, se tudi telo v bistvu pripravi na to. Bolj so nenadni glasni poki, ki jih ne pričakuješ. Tako da, če si ti mogoče malo pod vplivom alkohola, pa se gre zabavati pred zvočnike, mogoče ti nič ne bo, je lahko v neki situaciji nekdo za tabo ploskne za tvojim hrbtom in nisi bil to pripravljen, pa ti lahko povzroči posledico. Če bi prišlo do tega, da bi izgubil sluh oziroma glušel, ja, bi verjetno to predstavljalo konec te glasbene poti. Priporočam vsem mladim, pa tudi starejšim, nasplošno vsem, da pazijo na svoje ušesa in sluh, dajo kakšen čepek, kdaj tudi na koncertu noter, ali pa jih imajo vsaj za zraven, za usili, če bo pač preveč na glas. Ja, definitivno se mi zdi uporabno imeti čepke na koncertih, pa definitivno si ne bi želela, da bi imeli še več ljudi težave s tem, kar verjamem, da je zelo neprijetno. Univerzalnega zdravljenja za tinitus ni. V veliko pomoč ljudem s tinitusom so vedenjsko-kognitivne terapije, znanstveno utemeljena metoda, ki pa ne prinaša ozdravitve, ampak vas nauči, kako s tinitusom živeti kakovostno in funkcionalno, brez posledic, ki bi človeka ovirale pri vsakdanjem življenju. Trenutno kognitivne terapije izvajajo strokovnjaki pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in zavoda Neokorteks v projektu Skrb zase ob tinitusu. Projekt bo marca potekal v Kopru, nato septembra v Novem mestu in Dravogradu. Prijavite se lahko na spletni strani www.skrbzase-tinnitus.com. Zaščitite svoj sluh.